Živjo. Končno sem tukaj in vam bom pustila video, ki vam ga obljubljam že ne vem koliko časa, o tem, kako sem z nekim otrokom naredila komunikacijo, da je potem maral jesti kodrolisni ohrovt in še drugo zelenjavo. Najprej bi vam rada povedala to, da sedim zunaj, da bodo možni hrupi vseh vrst, to se pravi, tle okrog mene so kužki, pa ljudje, ki ne vejo, da snemam, pa se pogovarjajo med sabo, razni sosedje. Seveda so tudi kakšni mopedi in ponavadi takrat, ko jaz snemam, pride vse. V resnici je pa tukaj zelo velika tišina. Tako da ja, res vas lepo pozdravljam. In najprej bi nas spomnila na neka prepričanja in na naš model odnosa do zelenjave. Ali se spomnite, ko ste bili majhni, ali vi ste bili navdušenci, ste blazno radi jedli zelje, kolerabo, karfiolo, špinačo, blitvo ste naravnost oboževali, papriko, fižol, stročji fižol, to je bilo top. No, mislim, da ni bilo čistko. Res je, da kakšne zelenjavce smo marali, ampak velikih pa tudi nismo marali. In jaz se spomnim sebe, ko sem sedela za mizo, majhna, in so mi postavili na krožnik zelenjavo z govedino, ki jo res nisem marala. In so rekli, dokler krožnik ne bo prazen, ne greš od mize. Moram reči, da je ta stavek takrat meni povzročil zelo velik tegob, velikrat mi je šlo na bruhanje, velikrat mi je bilo slabo, hrano sem si tlačila v te ustne mešičke, čist dotlenik, da sem jo pa v WC plunila, ker sem lahko ostala od mize. In tudi kasneje se mi zdi, da sem izgubila ta občutek, da je moje telo izgubilo ta občutek, kaj mu paše in kaj ne. Tako da nisem bila hvaležna za te stvari svojim staršem, posledično sem imela tudi seveda težave s prekomerno težo, ker potem sem imela ta model, vse se poje do konca. Zelo sem pazila, ko sva z Albertom dobila svoje otroke, da tega nisem nikoli delala. Skratka, nalagala sem jim malo hrane, rajš sem jim naložila večkrat, če so nekaj imeli radi, in če so rekli, ne morem več, sem rekla v redu in sem pač vzela in vrgla stran. Ker vem, koliko je to hudo, če te nekdo sili s hrano. Vem, koliko je to hudo, če te nekdo sili s hrano, ki je v resnici res ne maraš. In pa smo mi polni teh prepričanj, ki so seveda tudi naša prepričanja, ki smo se jih naučili od naših staršev, to niso prepričanja staršev prihodnosti. Pojej to, ki ima veliko vitaminov, pojej to, ima veliko železa, pojej to, ima C vitamin, ti rabiš C vitamin, ki si bolan, pojej špinačo, da boš močen, ki Popaj, pojej korenje, da boš dobro videl, ne vem, to moraš pojesti, ker da boš zrastel. Toliko enih prepričanj imamo, s katerimi verjamemo, da bomo otroke zmanipulirali, da bodo pojedali nekaj, kar ne marajo, oziroma nekaj, kar jim v tistem trenutku ne paše, ali pa v tem obdobju. Ker veste, v življenju so obdobja. Recimo najini otroci tudi niso marali. Jedli so špinačo, da bi jedli zeleni, pač ni bilo šans. Danes so odrasli, jejo vse. Skoraj vse, pač vsak ima na roko na srce, vsak ima kakšno stvar, ki jo ne mara. To je tako, da bi rekla, imaš rad vampe, ki jih skoraj noben ne je, razen mene. Ne? In hočem vam reči, da življenje ima obdobja in da če vaš otrok ta trenutek ne je neke zelenjave, to ne pomeni, da jo ne bo jedel celo življenje. In to ne pomeni, da bo umrl zato, ker ne bo imel vitamina, ne vem kjerga. Ker ja, bo pojedel nekaj drugega, kjer bo dobil ta vitamin. Tako da, poglejte, to so naša prepričanja, ta prepričanja nas ovirajo in nas omejujejo, da bi mi lahko postali malo bolj ustvarjalni, malo bolj igrivi in da bi se mogoče kdaj tudi srečali s kakšnim humorjem in otroku kaj ponudili, postregli v obliki humorja. In gledajte, zato uporabljamo vse mogoče trike, da bomo otroka prepričali ali pa zmanipulirali, da bo pojedel nekaj.
In potem se še počutimo, da nam je uspelo, da smo zmagali. Ampak tukaj noter je ena past. Če je vam uspelo vašega otroka prepričati in zmanipulirati, bo to verjetno uspelo tudi kasneje nekomu drugemu, ko bo v kakšni družbi, ko bo v kakšnem takem svetu, ki vam ni všeč. In razmišljajte o tem, mi ne želimo otrok naučiti, da se jih da zmanipulirati, da se jih da kupiti, podkupiti, karkoli. Ok? To ni dobro za prihodnost vašega otroka. Tako da, ja, govorila sem o igrivosti, o ustvarjalnosti, o humorju. In vam bom kar povedala eno zgodbo o moji prijateljici Poloniji in njenem sinu Cirilu. Jaz sem njej nesla tole dobroto, ne vem, če poznate tole, to je kodrolizni ohrovt. Meni je to odlična zelenjava, lahko jo delaš na 1000 načinov, lahko ješ tudi surovo, ful je dobra. In ona je meni napisala SMS, joj, Lea, a veš, da je moj Ciril poskusil tvoj kodrolistni ohrovt, ki si ga prinesla. In jaz sem bila tako vesela in sem jaz rekla, wow, to je pa za Nobelovo nagrado. Povej Cirilu, da je bil izbran med vsemi otroki, ki so danes poskusili kodrolistni ohrovt in da mu bojo poslali nagrado, da naj pove, katero plišasto žival si želi. No, seveda je bil Ciril navdušen nad tem, vedel je, da to prihaja od mene, rekel je, kako pa so oni vedeli, ne? Da sem jaz probal to, pa je rekla mama njegova, jaz sem jim povedala, ok, super, in je rekel, da si želi mucka. In od tega trenutka naprej sem jaz zadevo vzela skrajno resno. Skratka, to ni bil več hec, to je treba zdaj speljati resno. Šla sem v trgovino in sem pač izbrala mucka, za katerega sem predvidela, da bo najbolj lušten. Temu mucku sem dala izrezbati iz lesa. To je moj Izak naredil, ki se ukvarja z lesom, tablico in mu je pisal za vratom ohrovt kodrolistovski, ker tako mu je bilo namreč ime. No, in potem sem tega mucka dala v eno lepo škatlo in napisala pismo. Napisala sem pismo, ki mi ga je narekoval kodrolistni ohrovt. To se pravi ohrovt kodrolistovski, pač ne zna pisati. A ne? In to pismo vam želim zdajle prebrati. Mogoče še ta pomemben podatek, ker je bil Ciril star 8 let, sem to napisala z velikimi črkami tiskanimi, da bo lažje bral. In potrudila sem se, da so bile dosti velike črke in potrudila sem se, da ni bilo pismo predolgo in a je bilo zabavno ali ne, boste pa vi presodili. Dragi Ciril, neizmerno srečen sem bil, ko sem slišal, da si me jedel. Spadam namreč med zeleno zelenjavo, ki jo veliko otrok ne mara. Si predstavljaš, kako se počutim, ko me človek pogleda na krožniku in se spači, kot da bo bruhal. Veš, takrat se počutim, da sem grd. Veliko zelenih zelenjav se počutijo osamljenih, čeprav imajo vse po vrsti rade otroke. Špinača, čemaž, blitva in še mnoge druge. Moraš vseeno priznati, da bi bil naš svet brez zelene barve pust in žalosten. Veš, imam kar precej sorodnikov, ki tudi niso preveč priljubljeni, ampak ti povem, da jih je vredno poskusiti, ker so dobri in zdravi. Cvetača, brokoli, koleraba, glavnato zelje, rdeče zelje, brstični ohrovt in ohrovt, to so moji bratranci in sestrične. Naj ti zaupam še eno skrivnost. Kadar ješ mene, nikoli ne boš tako smrdljivo prdnil, kot če bi jedel fižol. To je čista resnica.
Moja specialna lastnost je, da sem zelo lep in če ne bi bil zelen, bi me vsi občudovali. Imam skodrano čupo in zelo globoke korenine, zato prenesem hud mraz in vso zimo ostanem zelen. Veš kaj, slišal sem, da imate v novem domu vrt. Takoj, ko bodo moji otroci malo bolj zrasli in postali sadike, ti eno pošljem. Da me boš lahko občudoval na lastnem vrtu. Zdaj te pa lepo pozdravljam in ti pošiljam mucka, ki si ga želel. Mucku je ime Ohrovt, piše se kodrolistovski, rojstni dan pa praznuje na dan, ko si me ti prvič jedel. To je 13. marec 2023. Še naprej uživaj v dobrih okusih, tvoj kodrolistni Ohrovt. A ni cute? Jaz sem prav ponosna na to pismo. Skratka, to sem poslala fantku Cirilu, on je to prebral. Bil je čist presenečen, srečen in rada bi vam povedala, da od takrat naprej je poskusil vsako zelenjavo in danes, to se pravi, to je 1 leto pa pol od tega. No, to so avioni. Želim vam povedati, da fantek Ciril od takrat poskusi vsako zelenjavo in danes, leto pa pol po tem dogodku, pravzaprav je zelo veliko zelenjav, lahko bi rekli, da poskusi vsako. Tako da to je rezultat v bistvu neke igrivosti, nekega spoštljivega odnosa do otroka, nekega, a ne tudi, wow, poskusil si, bravo, ne, kako dober. To, da vidimo, kaj je naredil, ne, kaj ni naredil, a ne, to se pravi, je poskusil, ja, ni pojedel celega krožnika, ampak je poskusil. In potem so se tudi starši potrudili, da so mu zelenjavo pripravljali na način, ki jo je on maral, to se pravi, a veste, če tole skuhaš, res ni dober. Tako je, kaj je napolivinilasta vrečka. Če pa to prepražeš, ali ješ surovo, ali narediš v kremni juhi, je pa božansko. In ja, otrokom je treba pripraviti hrano na tak način, da jo pač lahko jejo in ne jih siliti hrano, ki je ne marajo. Ker tudi včasih njihovo telo česa ne more sprejeti in to je vredno poslušati. Velikokrat starši rečete, joj, ka bi jaz imel take ideje, ki jih imaš ti, ali pa ka bi jaz znal tako kot ti. Glejte, v zadnjih 2 letih sva z Albertom združila vse programe za starše v projekt Starši prihodnosti. Tako da ima program Kos za starše, ki imate otroke mlajše kot so najstniki, to se pravi od 6 do 9-10 let, in ima programe za najstnike, to se pravi za starše otrok, ki so stari od 9-10 let dalje. To so za mlajše je program Kos, za starejše so programi Starši in najstniki, kako preživeti skupaj, to je 1. razred, potem nadaljujemo v super veščine za starše najstnikov, to je 2. razred, in naslednji razredi so skupnost za starše najstnikov s Kulam, kjer lahko napredujete skozi čas in skozi vaše izkušnje. Če vas o tem več zanima, poglejte na našo spletno stran vezal.si ali pa mi pišite na skulamaf@vezal.si in vam bom odgovorila na vsa vprašanja, ki jih imate. Zaenkrat pa uživajte v zeleni zelenjavi, uživajte v naravi polni zvokov, radi se imejte, radi imejte drug drugega, ne se siliti s hrano, to ni okej. Čau!